Pa drugačen se je zazrl v ponovljeno šapo. Mislim, da si prišel na napačen naslov, je rekel. Čudna stvar pa je zmajala z glavo. Ne, nisem, tule je kot nalaž zame, poglej. In preden je drugačen dojel, kaj se dogaja, je čudna stvar zakorakala naravnost v njegovo hišo in sedla na njegovo večerjo. Znova vabim Polonco Hartmann in Špelo Šimenc, da zasejeta prizorišče in nam predstavita naslednji prispevek z naslovom Mladostniki kot izvajalci delavnic v Domu kulture Kamnik. Lep pozdrav. S to mojo kolegico Špelo Šimenc, ki so poleg tega, kar smo že predstavili pred odmorom v aktivnosti v učnem stanovanju, bile v okviru projekta aktivne tudi z mladostniki v Domu kulture Kamnik. Sodelovanje z Domom kulture Kamnik smo vzpostavili na pobudo samega Doma kulture leta 2018, ko smo pravzaprav dobili nekak klic oziroma mail, če bi želeli mi na nek način pomagati z vzpostavitvi delavnic za otroke, da bi pač dijaki pripravili delavnice in izvajali na nek način potem tudi nekako vzpostavili nek kontakt z otroki, starši, da bi nekako ta skupnost, ki jo želimo v Kamniku nekako preplesti, res se udejanjila tudi v Domu kulture. In temeljni koncepti, ki smo se jih nekako poslužili v tem sodelovanju, so ravno to, kar ta projekt želi pravzaprav doseči. Neko socialno vključevanje v lokalno okolje. Lokalno okolje samega Ciriusa Kamnik je seveda tudi Dom kulture, kjer se dogajajo razni dogodki lokalne skupnosti, kamor zahaja veliko lokalnega prebivalstva in tudi mi smo del Kamnika. Tako da smo rekli, bomo šli tja, pa ne samo, da bomo tam navzoči, ampak bomo tudi aktivno participirali. Ne bomo mi tisti, ki nam je neka storitev nudena, kar je čas v glavi ljudi, da mi samo čakamo, da nam neki drugi ponudijo, ampak da bomo mi aktivno participirali in naredili nekaj za otroke, obiskovalce, delavnic. Ob tem pa smo tudi, da si nekako s kolegico zastavili koncept, da bomo res dijaki šli čez na ta način, da bomo res se učili nekega projektnega dela in preko tega izkustvenega učenja in dali še nekaj kompetenc, ki jih mogoče nek tak formalni šolski prostor pač ne more omogočiti v tolikšni meri. Namen delavnic je bil pri dijaki seveda neko pridobivanje kompetenc dela z ljudmi, animacije otrok, pa to, kar je pač pri delavnicah pomembno, nekaj načrtovanega procesa in tudi z evaluacijo. Aktivna participacija, kot smo že omenili, aktivno stopanje v stike z ljudmi in tudi neka reprezentacija njih, naših dijakov, dijakinj, kot del družbe, da je hkrati omogočanje drugim otrokom, mladostnikom, ki so na delavnicah, pa tudi staršem, da nekako to skupnost in enost da začutimo vsi skupaj. In seveda to vse neko tako prepletanje teh kompetenc je nek doprinos nekemu dodatnemu identitetnemu kapitalu, s katerim bojo zagotovo naši mladostniki in mladostnice tudi lažje prihajali na trg dela, pa ne samo na trg dela, te kompetence pravzaprav v vsakdanjem življenju še tudi kako prav. Cilji sodelovanja, kot sem že rekla, so zelo konkretni, bili se priprava in izvedba teh delavnic po predstavah abonmaja za otroke. Dom kulture Kamnik izvaja vsako leto delavnic, abonma, tam 5-6 predstavami v celem letu in takrat smo z dijaki povabljeni, da pripravimo delavnice in jih izvedemo za otroke. In te delavnice smo pripravili, ki so bile vedno skladne z vsebino predstav, tako da smo vnaprej vedeli,
kakšne bodo te predstave z različnih gostujočih skupin, ki so prihajali na Dom kulture. In smo v ta proces izvajanja, pripravljanja delavnosti, kot sem rekla, vključili vse v celoten proces dijake od začetka do konca. Ko smo nekako dobili to pobudo za sodelovanje, smo najprej seveda morali oblikovati neko ekipo dijakov in dijakinj. Seveda je tukaj najbolj pomembno nam bilo, da pač nekdo, ki bo sodeloval, izrazi neko lastno željo in interes, pravzaprav tukaj se ne gremo imeti samo lušno, pa moramo res nekaj dati, ne? In nekdo, ki ima neko željo, da to počne, da to počne z otroki, da se mu zraven vedno še kaj novega nauči. Tak je bil vsak dobrodošel. Ker smo, kot sem že prej rekla, s kolegico delali z najšimi otroki, smo nekako ta stik vzpostavili preko vzgojiteljev teh starejših mladostnikov in mladostnic. In na prvem srečanju vsako leto, to smo zdaj izvajali pravzaprav 2 leti, leta 2018, pol pauza med korono, potem pa zdaj letos ponovno, je bil vedno namenjen temu, da smo se nekako z dijaki spoznali, predstavljeni osnovni namen, pa način dela, kaj bomo počeli, in tudi nekako zbrali skupaj pričakovanja, videnja, tudi strahove, zadržke dijakov in dijakov, pravzaprav noben ni vedel, kaj se spušča. Seveda smo pa tudi se pogovarjali o značilnostih, razvojni psihologiji tega obdobja, v katerem so otroci, ki se teh delavnosti udeležujejo, da so pač tudi naši mladostniki naprej videli, kaj na kakšen način je to primerno delati. Postavili smo tudi nek časovni okvir in pregled delavnic, ter na vse zadnje Dom kulture nam je v zameno za naše sodelovanje in pripravo delavnice in podušno ponudo, da se dobi vsak od dijakov sodelujočih tudi udeležbo v abonmaju, njihovem, komedijanskem, tako da so pač tudi na ta način prihajali v Dom kulture in se udeleževali kot obiskovalci teh predstav in tudi malo v neki takem estetskem vidiku zoreli. Koncept srečevanja pred vsako predstavo, torej nekako 5 predstav na leto smo izvedli, 6, je bil vedno na podoben način. Neko rutinno smo vzpostavili, vedno smo pripravili, da smo se dobili 2-krat pred to delavnico z namenom načrtovanja. Na dan izvajanja smo potem prišli v Dom kulture in pač ves proces je bil pač na nas, nič nas ni tam čakalo. Prišli smo tja, pozdravili, pripravili prostore, pripravili materiali, izvedli delavnico, tudi 2. Pred 4 leti sta bili 2 delavnici v dnevu po 2 enakih predstavah, ker je bilo toliko abonentov. Pozdravili smo prostor, evalvirali in potem se vračali nazaj. Prvo srečanje, kot sem rekla, da smo imeli 2 srečanje, vedno je bil namenjen nekako to, da smo nekako absorbirali vsebino predstave, ki nas čaka, in na podlagi te predstave nekako naredili brainstorming, kaj bomo izvedli, kakšne vrste delavnico. In to niso bile samo kreativne delavnice, ponavadi so bile. Bile so tudi, ne vem, bolj športnega značaja nekatere, da so bile morda take aktivne, tako da smo res nekako potegnili naše ideje na kup, pa nismo bili omejeni od tega, kaj bi moralo biti. Samo da je primerno in zabavno. Potem je sledila debata, potem brainstormingu in zbrali se ponavadi tudi eno idejo, ter si nekako razdelili na novega naslednjič. Zelo pomembno se nam je zdelo s kolegico to, da pač to, kar je mogoče nama zelo samoumevno, tako vodenje nekega pedagoškega procesa, vzpostaviti kontakt z otrokom, kako prilagodiš jezik, kako posreduješ navodila, to nekomu pravzaprav ne samo z našim mladostnikom, ampak verjetno marsikomu, ko ni pedagoškem poklicu, ni tako samo, kako bo skupina otrok vodila na primeren način, da bo razumljivo, da bo prijetno, da bo zabavno, na vse zadnje. Tako da smo tudi na tem dali velik poudarek, kako daš navodila, kako prilagodiš jezik in tako naprej. In to smo tudi vadili doma, med tem časom, ko smo šli na drugo srečanje. Preizkusili smo potek, res smo vadili potek delavnic, smo nič prepustili na ključju, naredili smo seznam pripomočkov in vse to.
Do naslednjega srečanja smo potem, je bil glavni namen, da smo potem vabili drug pred drugim, iskali možnosti za izboljšavo, napisali nek seznam materijala, seznanili, kdo mora še kaj pripraviti, če je bilo potrebno, pač nismo delali res ide vsega, res smo si nekako razdelili enakovredno delo. So bili tudi neki tutorki, a hkrati enakovredni del tima, tako smo si nekako zastavili naše sodelovanje. Smo si tudi razdelili zadolžitve in se potem zmenili za osnovne logistične dogovore, da smo lahko potem speljali delavnico. Kaj dijaki pridobijo, kaj so pridobivali po najnem pogledu? Mnogo vrstne kompetence, osebne in socialne so recimo to uživanje in razumevanje ta svet otrok. Nekateri so res niso imeli izkušnje dela z otroki, eni so imeli take zanimive stereotipe, kakšni otroki so, pa da se bodo sam drli, pa da bodo umno, pa da bodo ne. Tako zelo zanimivo, tudi malo strahov zraven povezanih, ne? In ta stik z otroki je nekako malo približal to, ne? Kako pač je na sedajne vsak otrok neka verjetno tudi svoja zgodbica, ampak hkrati katere stvari pa delujejo in katere ne. Prilagajanje je načina komunikacije, za delo z otroki, timsko delo, zelo pomemben vidik, se pravi, ne jaz delam za vas, delamo skupaj in eden je odvisen od drugega. Če ti ne boš naredil svojega dela, kako smo se dogovorili, pravzaprav lahko delavnica ne bo dobro izpadla. Zelo pomemben vidik neke soodgovornosti. Zmožnost prepoznavanja in zavedanja lastnih sposobnosti, zmožnosti in omejitev. Imeli smo zelo heterogene skupine dijakov in pač treba je bilo prilagoditi delo tako, da je vsak delo to, kar zmore in zna, in ne tisto, kar pač ne zmore zaradi svojih omejitev. In tukaj da potem vidiš čisto, da realno ocenimo, ti verjetno ne boš dajo nekih verbalnih navodil, ker ti komunikacija neka težavna, lahko boš pokazal z rokami, kako se ti izdelek naredi. Ti je fina motorika res težka, ker pač si pribarno toliko nespreden, boš pa dajal več verbalna navodila. Pač nekako smo si razdelili, da vsak svojo boljšo področje lahko izpostavil in izkoristil. Zato smo se odpojili tudi nekaj zastopanje nekih lastnih interesov in idej, ki smo tudi res ideje ustvarjali skupaj, se pravi, kako bomo naredili, da bo zanimivo, kaj bi bi naredili. Tudi malo smo jih učili, kje najdejo te ideje, kako pobrskajo za idejami. Potem tudi nek ta pomemben vidik, kakorkoli smo že vadili vse poteke, neko zavedanje, da je delo z otroki neko nepredvidljivo polje tudi in kako boš pa rešil težavo, ki je nastala v trenutku. To smo se sproti učili in smo se nekaj naučili. In, kot sem rekla, prevzemanje odgovornosti. Te stvarne konkretne kompetence, ki so jih pridobili dijaki, so učenje teh pedagoških pristopov, vsaj en delček tega, poznavanje osnov razvojne psihologije, vsaj delček tega, osnovne retorične sposobnosti, pa tudi neke nove kreativne tehnike, športne, animacijske vsebine, vse tisto, kar smo res pripravili za njih in dobro zvabili, da lahko na vas poskusimo. Učenje uporabe IKT tehnologije, ker smo tudi kakšen material za delavnico tudi delali preko teh IKT medijev. Potem pa te kompetence metod, ki so jih mladostniki pridobili, so pa tudi veščine projektnega načrtovanja, bili so vpeti res v proces od začetka do konca, tudi z reflektiranjem in optimiziranjem nekega lastnega učenja, modeliranja in reprezentiranja. Pogled na napredek. Mi te opažava, da v tem času, ker to se res tudi tukaj je še neka poskopnost, od začetnega predstavljanja dinamike, pa od tega, da smo rekli, da bomo videli malo več na začetku, pa malo bolj spodbujali dijak, kako, pa mečke tej pogled, kako bi, pa do tega, da smo po 5 predstavah že lahko marsikaj pustile, da se odvije samo in lahko mi ne gledava zraven. Tudi razvil se je neko tako zavedanje odgovornosti do skupine, ko pomemben del sem, če 2 manjkata od 5 dijakov, potem bodo trije več delali, kaj takega. Razvijanje veščin, prilagajanje in posredovanje vsebin, tukaj in zdaj. Eno je, da pripraviš, drugo je, da potem prilagodiš na samem mestu, ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. In seveda nova znanja zglednosti, ki so dijaki tudi.
in dijaki. Zdaj pa ne bom govorila samo jaz, pa bi vam predstavila nekaj posnetih vtisov in odzivov. Najprej bo na kratko to predstavila Anja Koreša, to je programska vodja Doma kulture Kamnik, ki nas je tudi nekako nagovorila, da smo vstopili v to sodelovanje. Pa poslušajmo. En lep pozdrav, moja ime je Anja Koreša in sem programska vodja Doma kulture Kamnik. Ko smo leta 2017 kot nova ekipa začeli sestavljati programe, predvsem nove programe na obstoječih programov, smo razmišljali tudi o abonmaju Kamniček, to je otroški abonma, in o delavnicah, ki jih pripravljamo po vsaki otroški predstavi. Želeli smo sodelovati z nekako zanimivimi skupinami, ponuditi tudi svojo interakcijo z zanimivimi skupinami našim otrokom in obratno. In tako je nekako nanesla beseda na to, da bi začeli sodelovati z dijaki iz Ciriusa. To smo v leti 2018 izvedli in danes je to sodelovanje zelo uspešno. Dijaki iz Ciriusa so zelo super, pripravljajo res kvalitetne in kakovostne delavnice, prav tako pa so zelo zadovoljni naši abonenti, tako starši kot predvsem najmlajši, ki se z njimi zelo dobro razumejo in so nad njimi res zelo navdušeni. Tako da mislim, da bomo to sodelovanje nadaljevali še naprej, ker je res zelo uspešno in smo zelo zadovoljni. Zdaj pa bosta še nekaj povedala dva od naših sodelujočih mladostnikov in mladostnic, Timeja in Nejc. Zelo rada delam z otroki in delam z otroki napolnjene, da mi novo energijo, ker sem pač tudi zase, pa tudi zanje, pa da ne tudi oni ker hkrati pa si želim pač prihodnosti delati z otroci, kar pomeni, da sem tudi bila nekaj delavnica, da dobila neke izkušnje, ideje, kaj bi lahko prihodnosti delala z otroci, ali pa so to ideje kot sredniško in ideje čisto drugega. Za te delavnice sem se odločil zaradi tega, za kaj ne bi izkusil nekaj novega. Sprva sem se malo bal, kako bo pa to s tem malimi otroci, ampak na koncu je skazalo, da je vse v redu, pač, da je bilo fajn, sem se imel, zabavil sem se in delam za otroke in sem zaradi tega poje tudi to. Rekel za kaj ne in sem poskusil in je všeč. Tako izdelujemo različne ljudke, kakšne igre, pa tako. To so naši mladostniki in mladostnice. Tukaj lepo imam še dva od nekih vtisov, tudi sodelujočih. Kot je rekla Anja, je bil res odziv otrok in staršev res dober. Na zadnje niti ne bi potrebovali ostajati po predstavah z nami, pač je le večerna ura, bi šli domov, ampak se je ponavljali kar lepa skupinca tudi otrok in staršev odzvala, tudi so pripravljali starši pomagati zraven. Tako da res te interakcije so tekle in tako med otroki, kot z nami, kot med starši. Seveda tudi zraven je bilo videti neko tako nelagodje, ali strani otrok, ali včasih celo bolj strani staršev. Ampak to je zato tista realnost, v katero trčimo, ko začnemo tako sodelovanje. Verjamem pa, da če bomo s časoma, če bomo res nadaljevali to sodelovanje tukaj in pa še kakšnem drugem prostoru v Kamniku, se bo take strahovi in zadržki tudi malo razbili. Hvala za pozornost.